Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni na 17. izvedbi gorsko-hitrostne dirke Lučine, 5. dirke slovenskega državnega prvenstva v gorsko-hitrostnih dirkah v sezoni 2018. Lep pozdrav tudi iz moje strani, vsekakor nadpričakovani udeležba. Glede na to, da je vsekakor to prvenstveno dirka, pa si želimo da bi dirko spremenili še bolj v šov, kar pomeni, da bi jo približali gledalcem in slehernemu človeku, ki si želi zadevo pobliže spoznati. To nam seveda uspeva tudi za to petkovo povorko, kar vidimo tukaj za nami, da se lepo obiskana od ljudi, tudi dirkači so se jo navadili. Seveda v nadaljevanju programa sobotni del 3 treningi, nedelje 3 glavne vožnje. Ok, hvala in vso srečo pri organizaciji in čim večji obisk tekom vikenda. Hvala lepa. Gorsko-hitrostna dirka Lučine je tudi v sezoni 2018 obsegala 3-dnevni program. Dogajanje se je pričelo že v petek, ko na sporedu sicer ni bilo nikakršnega tekmovalnega dela, bila pa je na sporedu povorka skozi center Gorenje vasi, povorka dirkalnikov, namenjena predvsem zbliževanju gledalcev in avtošporta. Priložnost so imeli tako gledalci, da so se fotografirali ob dirkalnikih, se z dirkači pogovorili, s svojimi idoli poslikali. Tekmovalni del gorsko-hitrostne dirke Lučine se je začel v soboto, ko so bile na sporedu 3 trening vožnje. 3 trening vožnje iz sobote ne štejejo v skupno uvrstitev dirke. V skupno uvrstitev dirke štejejo 3 nedeljske tekmovalne vožnje. Gorsko-hitrostna dirka Lučine že tradicionalno poteka na 4-kilometrski progi. V letošnji sezoni se je na štartu zbralo 90 tekmovalcev iz 10 evropskih držav. Imeli smo predstavnike Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške, Češke, Poljske, Črne Gore, Švice in Bolgarije. Res pestra mednarodna zasedba je postregla z aktivnimi vožnjami in dobro konkurenco. Tudi v letošnji sezoni ponovno ni manjkalo rekordov. Večkratni zmagovalec gorsko-hitrostne dirke v Lučinah, Italijan Federico Libar, je svoj rekord iz lanskega leta letos še izboljšal in se kot prvi tekmovalec na tej progi spustil pod mejo 2 minut. Gorsko-hitrostne dirke so za gledalce pravi spektakel. Na isti progi imajo namreč v istem dnevu možnost ugledati obilo različnih tekmovalnih razredov, od starodobnikov do tistih najhitrejših v formulah in prototipih. 5. mesto v skupni uvrstitvi turnih vozil je zasedel poljski tekmovalec Gregor Duda v Hyundaiu i20. 4. mesto je pripadlo Slovencu Radu Raspetu v Audiju R8 GT3. 3. mesto je zasedel Milan Bubnič v Lancia Delti. 2. mesto je pripadlo švicarskemu tekmovalcu Roniju Bračiju v Mitsubishi Lancer 8. evolucije. Zmago pa je iz Lučin odpeljal Čeh Karel Trneni v Škodi Fabiji.
Peto mesto v skupni uvrstitvi dirke je zasedel že omenjeni švicarski tekmovalec Roni Brači v Mitsubishiju, četrti je bil Karel Trdenje na Škodi, končno tretje mesto je zasedel najboljši slovenski tekmovalec na gorsko-hitrostni dirki Lučine Vladimir Stanković v formuli Dallara, ki je istočasno slavil tudi pokalno prvenstvo divizije 4. Drugo mesto je zasedel madžarski tekmovalec s hrvaško licenco Laszlo Sas v formuli Renault 3000, zmago pa je iz Lučine odpeljal italijanski tekmovalec Federico Liber v formuli Gloria, ki je v letošnji izvedbi postavil tudi nov rekord proge in se kot prvi spustil pod mejo 2 minut. V pokalnem prvenstvu tekmovanja za starodobnike v slovenskem državnem prvenstvu je tretje mesto v Lučinah zasedel Anton Pompak v Fiatu Bertone X1, drugo mesto je osvojil Matjaž Korošac v BMW-ju 325, zmago iz Lučin v tej kategoriji pa je domov odpeljal Igor Kotlušek v Fiatu 128 Coupé. Igor, končna zmaga v starodobni kategoriji slovenskega državnega prvenstva. Ko vam je šlo celoten vikend, ste zadovoljni s svojimi časi, svojimi vožnjami, predvsem z delovanjem vašega dirkalnika? Ja, dirkalnik bo treba še malo pripraviti. Imamo še porodne težave, prvo let na sceni, tako da počas bomo naštimali, pa še časi boljši. Končno peto mesto v pokalni diviziji 3 je domov odpeljal Tadej Desardo v Citroenu C2 R2, tekmovalec, ki ga bolje poznamo iz slovenskega relija. Četrti je bil Rok Vidmar v Peugeotu 208 R2, bolje poznan kot sovoznik Aleša Zrinskega. Tretji je bil mladi Matevž Popit v Citroenu C2 tekmovalnega razreda R2. Drugo mesto iz Lučin je odpeljal Denis Savić v Oplovem Adamu razreda R2. Zmago v pokalni diviziji 3 pa je domov odnesel nekdanji evropski prvak v gorsko-hitrostnih dirkah Aleš Prek v Hondi Civic. Aleš Prek, zmagovalec v pokalni diviziji 3. Ste zadovoljni z vožnjo, pa mislite, da ste naredili dovolj za tretje mesto v skupni razvrstitvi slovenskega prvenstva? Dobro vprašanje. Vožnje lahko bi bile vedno boljše. Niso optimalne, so bile na nekem visokem nivoju, zmeraj bi se dali malo potrajiti, treba tudi malo normalno zgledati. Po moje tretje mesto v generalni razvrstitvi ni dosegljivo, predvsem ne z skupino A avtomobila na gorskih dirkah je to le malo podhranjen avto. V petih odpeljanih gorsko-hitrostnih dirkah v pokalnem prvenstvu divizije 3 vodi Aleš Prek s 75 točkami, drugi je Alojz Udovč s 36, tretje mesto zaseda Denis Savić z 18 točkami. V diviziji 1, kjer nastopajo dirkalniki s kubaturo do 1400 kubičnih centimetrov, je peto mesto slavil Uroš Papež Škodo Fabio, četrti je bil Luka Oblak v MG ZR 105, tretje mesto je zasedel Jean Magaudet, prav tako v MG-ju ZR 105, druga stopnička je pripadla Aleksandru Buhu v Peugeotu 205, zmago pa je iz Lučin odpeljal serijski zmagovalec letošnje sezone Franci Liković v MG-ju ZR 105. Peta zmaga v letošnji sezoni v diviziji 1, s tem tudi naslov državnega prvaka. Sezona bolje ne more iti. Kako jo vidite vi? Ja, od začetka je bila bolj slaba konkurenca, zdaj pa kar v redu. Pa se da še vaše vožnje izboljšati? Ja, mislim, da bi šlo. Bo moralo iti. In je to, da je vaša prva sezona po dolgem času in naslov, je to tisto, kar ste pričakovali? Je tako, ja. Pričakovali smo, zato smo se na vse dirke prijavili za začetku sezone. V diviziji 1, kot že rečeno, je naslov prvaka že oddan, domov ga je odpeljal Franci Liković, bolj napeto pa je na drugem mestu, kjer se bosta udarila Jean Magaudet in Aleksander Buh, oba dva imata po 33 točk.
V diviziji 2 so zaradi velikega usipa dirko zaključili zgolj 4 tekmovalci. Končno 4. mesto je zasedel Andrej Čuk v Renaultu Clio, 3. je bil Slavko Komel v Oplovi Astri, 2. mesto je zasedel Anže Soklič v Peugeotu 308, zmago in s tem tudi naslov prvaka v diviziji 2 pa je slavil Matevž Čudan v Renaultu Clio. Matevž, zmaga v diviziji 2 in pa 3. mesto v skupni razvrstitvi je odlično za vaš dirkalnik. Ste si v petek predstavljali tak razplet? Niti ne. Pa ste več kot zadovoljni s svojo vožnjo, predstavo in pa avto? Je bilo kar napet danes. Škoda za druge dirkalce, ker so tudi neki crknili, tako da nažalost ni bilo tistega pravega boja, ampak danes je bilo v redu, danes je bilo na noč. Super, kakšni so pa plani do konca sezone? Ja, odpeljati sigurno še Ilirsko Bistrico in Buzet, ki štejete za državno prvenstvo, pa upajmo, da bomo isto mesto obdržali v generalni razvrstitvi. Naslov v diviziji 2 je že oddan, 125 točk ima Matevž Čudan, na drugem mestu je Anže Soklič z 59, 3. je Patrik Ruzier z 48. Preden se posvetimo končnemu razpletu slovenskega prvenstva, pa še krajši pogovor z edino žensko predstavnico na gorsko-hitrostni dirki v Lučinah. Sanja, edina punca ta vikend, kako ste zadovoljni? Super. V bistvu na prvi dirki sem imela malo problemov sama s sabo, no. Drugo je bilo že boljše, zdaj za tretjo pa čakam rezultat, da vidim, kaj se je dalo še zmozgati ven z mene pa z avta. Kako ste uživali ta vikend, ste se imeli fajn? Lepo vreme je bilo, to smo itek pričakovali, da bo tako. Organizacija itek zmeram uredi, tako da čestitke tudi organizatorjem pa vsi, ki so prispevali, da je dirka taka pač kakršna je. Končno 5. mesto je v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva zasedel Luka Likovič v BMW-ju M3. 4. mesto je pripadlo Alešu Preku v Hondi Civic, 3. je bil Matevž Čudan v Renaultu Clio, 2. stopničko je zasedel Rado Raspet v Audiju R8 razreda GT3, zmago pa je domov odpeljal Milan Bubnič za atraktivno Lancia Delto. Bubnič, uspešno v cilju zmaga v državnem prvenstvu in pa odlične vožnje v skupni razvrstitvi avtomobilov. Mislite, da je bilo dovolj za zmago med avtomobili? Ne, tam v Sloveniji. Ne, v Sloveniji ste zmagali v skupnem. Skupno smo pa hudo skupaj, tako da ne vem, treba zadnji čas je odločili. Kako pa ste zadovoljni z dirkalnikom in pa svojo vožnjo ta vikend? Res uspešno, mislim, da smo od treningu pa do zadnje dirke, mislim, da bo tam med boljšimi, čeprav smo čakali malo dekoncentracije, ampak malo smo starejši, navajeni tega, pa mislim, da je še boljše, da izkoristimo vsaj nekaj, kar smo dobili z leti. V skupni uvrstitvi slovenskega državnega prvenstva po 5 dirkah vodi Milan Bubnič s 100 točkami, sledi mu Matevž Čudan z 78 točkami, 3. mesto pa zaseda Peter Marc s 64 točkami. Ob posnetkih vračanja dirkačev v bokse vas mi že vabimo na naslednjo dirko, ki jo bomo pokrivali v sodelovanju s Šport TV-jem, to bo Reli Nova Gorica, ki bo na sporedu med 7. in 8. septembrom. Do takrat lep pozdrav!